Živijo, dobrodošli v oddaji Ambienti. Danes vam bomo pokazali obnovljeno baroničino hišo, ki je ena najlepše ohranjenih secesijskih stavb v Mariboru, terasa Stvrt, ki je razdeljena sobane, in na videz strogo, moderno hišo, katere notranjost nas preseneti z domačnostjo in toplino podeželskega doma. 4 leta so pretekla, odkar se je družina Korošak-Popit preselila v svoj novi dom blizu Kamnika. Zunanjost hiše je precej moderna, notranjost pa prijetno domača. Lastnika rada vrtnarita, zato je neločljivi del bivalnega okolja tudi manjši zelenjavni vrt. Boris in Diana uživata v domovanju, ki sta ga ustvarila z veliko načrtovanja, dogovarjanja in ljubezni. Glede na to, da oba delata na področju zavarovalništva, jima ne bi pripisali, da zna Boris načrtovati hiše, Diana pa da ima dar za izbiro notranje opreme. Očitno sem tako dobro vse skupaj sprojektiral, da ko smo dali to izvajalcem, sem jim enostavno rekel, poglejte, če je statika kaj ne štima ali karkoli, če treba kaj popraviti, in na koncu se je zgodilo, da niso nič popravili. Da je vse ostalo, prostori so ostali taki, kot smo jih sprojektiral. Mogoče kakšen majhen detalj, en nosilec so recimo naredili noter zaradi statike, drugače pa hiša taka, kot sem si jo zamislil. Prostor mora biti odprt, zato da se noter lahko živi, mora biti svetlo, mora biti obrnjen proti jugu, če se da, če to dovoljuje. Kuhinja je sestavni del enega življenjskega prostora, tako da tam sem začel iz kuhinje, jedilnice, dnevna soba, potem neki hodnički, shramba. Pač ideja je tudi bila ta, da mora biti spalni prostori, da morajo biti v pritličju, tako da sva tudi spalnico, kopalnico svojo naredila v pritličju. V zgornjem prostoru je pa tudi zaradi občine, oziroma teh predpisov občinskih, kako mora hiša izgledati, nastala mansarda. Kaj imate pa potem gor za kakšne prostore? Ja, zgoraj so v bistvu 2 sobe, eno uporablja še sin. Potem je pa v bistvu hiša, tudi bi lahko gor bilo eno stanovanje, mansardno, drugače pa zdaj en velik prostor odprt z enim fitnessom, kopalnica, savno, ker ima pač dejavnost tako, da lahko delava tudi od doma, imamo še eno pisarno. Jaz sem pa, v bistvu je še ena soba, ki jo pa jaz uporabljam tudi malo za svoj hobi, to so sestavljanje modelov, jadrnic. Hiša meri malo manj kot 200 kvadratnih metrov. Družina se je vanjo vselila pred dobrimi 4 leti. Takrat, ko se je začela delati, sem v bistvu jaz postavil samo en pogoj. Sem rekel, hišo bova naredila po zadnjih standardih, gradbenih, in pa izkoristila bova vse subvencije, ki jih daje Ekosklad. Tako da na koncu sva v bistvu naredila hišo zelo tehnološko moderno, in na koncu se je skazalo, da je v bistvu celo cenejša skozi prišla, kot če bi nekaj varčevala. Ker ti dobila sva skoraj 100% subvencije, kar jih bilo možno, povračila, mislim, da je bilo okrog 18.000 evrov vračila, tako da DDV davek nam je v bistvu država vrnila. No, super, pa hkrati ste še dobili neko varčno, ekološko hišo, bolj ali manj, ne? Lesena, celuloza, prezračevanje, toplotna črpalka, centralni sesalni sistem. Prezračevanje s sistemom rekuperacije? Rekuperacijo, ja, z rekuperacijo. Toplotno črpalko imate pa kakšno? Zrak, voda. Aha, tako je. Ja. Dobro. Iz zraka segreva vodo, ki potem v bistvu prek talnega ogrevanja segreva hišo, in pa še sanitarna voda. Imate mogoče še kakšen zbiralnik deževnice? Ja, zbiralnik deževnice, 10 kubičnih metrov. Voda tam je napeljana za splakovanje WC-jev in pa za pranje perila, ter vrt, namakalni sistem za travo, skratka, funkcionira. Hišo so presenetljivo hitro postavili in opremili, kar je posledica tako domišljenega načrta kot pravilne izbire izvajalca. Hkrati pa je hitri izgradnji prispevala odločitev, da bo hiša zgrajena iz predhodno izdelanih lesenih elementov. Hiša je bila zgrajena v 7 mesecih na ključ. Tistega mojega projekta, ki sem ga naredil, ko sem ga odnesel v projektni biro, ker so v bistvu to še malo pregledali, so potem naredili in zgradbeno dovoljenje, in izvajalce najdli v bistvu za temeljno ploščo. Oni so v bistvu bolj specialisti za lesene hiše, kot da hiša je lesena, masivna, v bistvu iz križno lepljenih plošč.
hiši se vidi samo v stropu, da je v bistvu res, ker je vidno narejen, da je v bistvu lesen. Drugače pa in zunaj in znotraj ljudje nimajo občutka, da je v bistvu hiša lesena. Ne. Zaradi tega je bila tudi zelo hitro zgrajena. V enem tednu so že fasado delali, noter so že knauferji delali svoje, oziroma inštalaterji in tako naprej. Prav lesena zasnova hiše je tista prednost, da bi hišo skoraj lahko opredelili kot pasivno. Glede na porabo energije pa spada v razred nizkoenergijskih hiš. Kako grejo te plasti? Za tem knaufom v bistvu zadaj so inštalacijska ravnina, kjer so pač inštalacije, elektrika, vodovod in vse ostalo, kar je potrebno. 6 cm? 6 cm, potem je 10 cm masivna, masivna, lepljena iz 5 plasti, potem pride, če se dobro spomnim, je 14 cm celulozne, upihane celuloze in pa 6 cm agepan plošč, so tudi pač izolacijske. To je pa na zunanji strani. To je pa zunanja strani. Na katero pride potem fasada. Tako, tam je pa fasada gor. Tako, zdaj izvajalec hiše je bil Alfa Natura iz Mengša. Matevž Vrhovnik je bil tisti, ki je v bistvu pomagal tukaj predvsem s tudi svojim idejam. Tako da na koncu smo res speljali zadevo tako, kot sem si jo zamišljal. Bi se ponovno za njih odločili? Ja. Bi. Bi. Srce vsakega doma je kuhinja. Tako je tudi pri Borisu Indijani. Prijazni videz kuhinje daje slutiti, da je ukrojena po Dijaninih željah. Kuhinja je točno taka, kot ste si želeli? Točno taka, kot sem si jo želela že leta in leta. Res? Res, super. In potem predvidevam, da je bila to predvsem vaša želja, da je kuhinja v tem stilu, kot je, oziroma celo pohištvo je nekako v tem podeželskem. To je posebna zgodba. Ko smo šli na izbor kuhinje v Italijo, v nek velik showroom, kjer je bilo, ne vem, 50 kuhinj, sem se jaz zapičila točno v tole kuhinjo. Boris je samo pogledal in je šel mimo in je gledal moderne, visoki sijaj, na gumbe, razne kuhinje, pa kliče, pridi. Sem rekla, Boris, jaz imam že zbrano. Pa prav, pa dej, kaj gledaš to kuhno, prid sem, boš videla, kaj je kuhna. No in potem na koncu je ugotovil, da bo kuhna res taka, kakor sem mu jo prvo pokazala in ni imel kaj, da se je pač s tem strinjal. Na kar sem mu pač mogla povedati mojo željo, da želim celo hišo imeti v tem stilu. In potem se je akcija začela. Moram reči, da se tudi nekako ni upiral, no, da je kar hitro padel ta stil in ga je vzljubil, to domačnost. Zelo. Ta ženski čut Zelo. za toplino doma. Zelo. In vse pohištvo, razen kuhinje, je sam zrisal, ročno, ne v programih, za mizarja načrt, meni pa v 3D tehniki, ker jaz z načrta ne vidim nič. Pri izboru kuhinje je bila tudi zanimiva ena zadeva, ker iz Italije sva prinesla eno fronto, sprednjo stran kuhinje. In ko sva jo pokazala moji mami, jo je zelo tako začudeno gledala in rekla, zdaj ne vem, a nimate denarja za novo kuhno ali kakšna je to kuhna, ne? Ker je pač starana, taka posebna. Ja. Boris Korošak in Dijana Popic sta prej živela v središču Kamnika v večstanovanjski hiši. Slovela sta po čudovito urejenem balkonu, okrašenem s cvetjem, zanj sta prejela celo nagrado. Selitvijo v svojo hišo sta dobila možnost, da svoj občutek za urejeno okolico uporabita na vrtu. Vendar se nista odločila za okrasni cvetlični vrt, temveč za manjši zelenjavni vrt. Pri tem sta izbrala način vzgoje vrtnin v visokih gredah. Ja, zdaj smo v bistvu prišli iz tistega vzgoje cvetja na balkonu, smo prišli pač na vrt, v bistvu na vzgojo zelenjave, potem tudi pač nekaj ameriških borovnic imamo, malin. Se pravi, še bolj praktično, ne gre toliko za estetiko, ampak za ta... Bolj praktično, ja. Uporabno zadevo. Uporabno, v bistvu, tako. Ne toliko nekega kiča ali pa nekaj nečesa, kar bi v bistvu, ne vem, bilo bolj za pogledati, ampak bolj uporabne zadeve. Čeprav je ena glavnih prednosti visokih gred v tem, da jih je lažje obdelovati, ker se ni potrebno sklanjati, sta Boris in Dijana dala prednost celostnemu videzu vrta pred praktičnostjo. Naša je mogoče malo nižja, prav zaradi estetike. Tako da še vedno malo boli hrbet, ker višina ni ravno ta prava, ampak še vedno smo se odločili za estetiko, pa naj malo hrbet boli.
Kar zraste na gredah, je pri roki tudi takrat, ko je čas za sproščeno druženje ob dobri hrani. Dom Borisa in Diane je prava uresničitev njunih sanj. V oglasih si bomo ogledali, kako je potekala celostna obnova Baroničine hiše, ki je danes namenjena raziskovalnim in študijskim dejavnostim, in terasa Stvrt, ki je začel nastajati pred približno 20 leti in je razdeljen na sobane. V štajerski prestolnici smo obiskali secesijski biser, ki so ga zgradili pred dobrim stoletjem. Nekoč so v hiši s čudovitimi ornamenti in figurami bila stanovanja, danes pa je stavba namenjena raziskovalnim in študijskim dejavnostim Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Baroničina hiša je ena najlepše ohranjenih secesijskih stavb v Mariboru. Leta 1903 jo je zasnoval v Transilvaniji rojeni arhitekt nemškega rodu Fritz Friedricher. Stavba je desetletja močno propadala, vendar jo je Univerza v Mariboru v sodelovanju z arhitektom Davidom Mišičem in konzervatorsko stroko obnovila, da je zasijala v novi luči. Gospod David, je res nekoč živela baronica v tej stavbi? Fritz Friedricher, ki je avtor te stavbe, je v tistem času zgradil več kot 60 podobnih objektov v našem mestu Maribor. Zelo vpliven stavbenik, izvajalec in arhitekt. Ima tudi veliko naročnikov, to so bili takrat premožni nemški in slovenski investitorji, predvsem iz srednjega družbenega razreda, in en izmed njih je bila ravno baronica Ema Miksič-Rast. Jaz predvidevam, da ona pravzaprav tu ni živela, ker nekje se omenja v arhivih, da naj bi to stavbo gradila za najemnike. Je pa ta stavba bila v zelo slabem stanju, ko so začeli z obnovo. Naj bi odpadal omet, celo izpod trešja na streho naj bi zraslo drevo. Res je, v celotni 110-letni zgodovini stavba ni bila deležna nobene obnove. Njegove predelave znotraj same hiše so bile mnoge in veliko je bilo uničenih stvari, vendar pa je fizično stanje od zunaj bilo porazno. V kleti je bilo več kot 20 cm vode, vsi kletni zidovi so bili prepojeni z vlago, streha je puščala, fasadni elementi so odpadali, tako da njena podoba je bila res žalostna. Pred obnovo secesijske stavbe Baroničine hiše se je po besedah odgovorne konzervatorke obnove Nine Nahtigal iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije poglobljeno preučil zgodovinski pomen hiše, njena vloga v prostoru, historične oblike, materiali in konstrukcije. Na podlagi teh spoznanj so se opredelili spomeniško najpomembnejši deli hiše, kot tudi tisti, kjer je bil možen sodobnejši pristop pri obnovi. Osnovni cilj obnove je bila ohranitev propadajoče hiše in ponovna vzpostavitev njenega primarnega secesijskega videza, kakršen je bil v času izgradnje. Obnova je tako ohranila vse pomembne elemente zunanjščine in notranjščine. Obnova spomenika je bila zelo uspešna, tudi zaradi izjemno tvornega sodelovanja konzervatorske in arhitekturne stroke. Po besedah konzervatorke in arhitekta je zahtevno nalogo predstavljala tudi prilagoditev objekta današnjemu času in standardom ter novi namembnosti. Nekoč stanovanjska zgradba je namreč danes namenjena raziskovalnim in študijskim dejavnostim. Ulična stran je povsem avtentična. Ulična stran je bila rekonstruirana na podlagi natančnih preiskav stroke iz varstva kulturne dediščine. Tako da iz ulične strani smo povrnili njeno prvotno podobo, medtem ko povsem drugačen arhitekturni pristop smo pa razvijali na dvoriščni strani, kjer smo arhitekturo povezovali z stavbo fakultete FERI in v tem delu se je odprl nekoliko širši, manevrski prostor za nas, da smo lahko nove arhitekturne rešitve implementirali v sam koncept. Kateri je bil najtežji arhitekturni poseg?
Arhitekturni poseg je pravzaprav bil najbolj zahteven v smislu funkcionalne spojitve historične stavbe z sodobnim delom. Kar se pa gradbenih posegov tiče, pa prav gotovo poglobitev kleti. Namreč celoten dvoriščni prostor smo v kletnem delu razširili in tale deficit nekdanjega vrta smo ga nadomestili z vertikalnim vrtom. Posebno pozornost smo pa namenili ohranjanju teh tipologije soban, nekdanjih stanovanjskih sob, ki se pač danes z novim namenom ohranjajo, bom rekel, tisti duh, tisto tipologijo. Nekdanji jašek, prezračevalni jašek smo izkoristili kot naravni svetlarnik, skozi stekleno streho spuščamo svetlobo v vse etaže do kleti in znotraj njega je tudi locirano dvigalo, tako da imajo vse prostore potem tudi dostop funkcionalno virane osebe. Kar se tiče materialov in obdelav, smo pa pač sledili temu, da smo uporabili tiste materiale, ki so se uporabljali tudi v času gradnje, to je teraco na tleh, leseni tlak v deskah, naravni omet, lesena okna. Kar se tiče razsvetljave, gre za povsem sodobno in najnovejšo tehnologijo. Moramo vedeti, da tudi za izvajanje učnega procesa znotraj fakultete so tu multimedijska oprema in vsa oprema za laboratorijo, ki ustreza, bom rekel, najnovejšim in najmodernejšim zahtevam. Vendar smo to nekako vse spretno skrili in integrirali v hišo. Za zunanjo osvetlitev niso uporabili reflektorjev, temveč nežne svetlobne poudarke, pri čemer so upoštevali zgodovinski kontekst stavbe. Gre za kontekst njenega nastanka. Takrat so to bila mestna vrata iz koroške strani in je pravzaprav sama stavba so bila en urbanistični poudarek z tem prirezanim vogalnim robom in poudarjeno luneto nad strešnim vencem. In nekako smo hoteli reinterpretirati njeno vlogo v kontekstu takratnega časa, zato smo ga skušali še nekoliko tudi v večernih urah poudariti in smo z kolegi iz področja light designa še prav posebno pozornost posvetili tej decentni, zadržani osvetlitvi, s katero zvečer poudarjamo relief, poudarjamo te ornamentaliko na sami fasadi in mislim, da deluje zelo všečno. Gospod dekan, kako in kdaj je prišlo do ideje, da ste novo stavbo fakultete priključili k Baroničini hiši? Nova stavba je bila zgrajena v letih 2003 in že nekoliko pred tem so moji predhodniki pričeli razmišljati o razširitvi in o naravni povezavi z to hišo. Namreč objekt G2, to je tale nov objekt, se naslanjal na to hišo. V naslednjih letih smo potem počasi odkupovali stanovanja in pred 3 leti postali lastniki celotne hiše, tako da smo potem lahko pričeli tudi z obnovo. Fakulteta zagotovo združuje preteklost in bodočnost. In tudi ta simbolna povezava z to lepo hišo in pa moderno hišo, ki se povezujeta, nam ta občutek samo seveda krepi. Naša fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je največja fakulteta te univerze. Trenutno nas je zaposlenih 270, študentov je pa skoraj 2000. In tale prostor, oziroma tale prostore te hiše izkoriščajo vsi naši inštituti in nam seveda navdaja z ponosom in veseljem, da lahko tukaj izpolnjujemo svoje poslanstvo. V majhni vasici blizu Ljutomera si je 4-članska družina zasnovala velik vrt. Najprej sta lastnika tik ob hiši zasadila živo mejo iz kleka, nato pa je vrt rasel in se kar precej razrasel. Gospodar je medtem postal mojster oblikovanja kamna, njegova žena pa se je izučila za vrtnarico, ki s prefinjenim čutom izbira, zasaja
in oblikuje rastline. Glavna značilnost prostranega terasastega vrta, ki je začel nastajati pred približno 20 leti, je njegova razdeljenost na sobane. Vsaka od sob predstavlja zaključeno celoto. Vrtne sobane na parceli so ponekod razmejene z gostimi grmovnicami in vzpenjavkami, drugod živo mejo, pergolo in zidovi, ki jih je sezidal lastnik vrta. Prav v vsaki od vrtnih soban je kakšen masiven element ali pohištvo, ki je delo domačega mojstra. Pred 5 leti je nastala ta imenitna miza z vrtljivim pladnjem. Izdelana je iz brušenega in poliranega granita. Posebnost pa je ta, da so jo pritrdili kar na kolesni ležaj, zato se tudi tako lepo vrti, brez da bi jo sploh podmazovali. Noge mize in stolov so iz kovanega železa in vroče pocinkane, da so zaščitene pred korozijo. Miza je težka, zato je domači čez zimo ne odnesejo v hišo. Ker je granit izjemno trden, mu niti dež, toča ali sneg ne pridajo do živega. Po obedovanju lastniki vrta mizo zgolj obrišejo z vlažno krpo in že je videti kot nova. Okolica je očarljiva tudi zaradi ljubko pristriženih grmovnic. Lastnica vrta je nekoč, ko je imela več časa, grmovnice s škarjami oblikovala tudi po 4-krat letno. Zdaj jih postriže 2-krat, maja in avgusta. Najprimernejši za oblikovanje na tem vrtu so pušpani, brini in tuja. Slikovito pot iz zelene sobane, ki je najbližje hiši, na vzponu krasita lesena klop in pergola. Le nekaj stopnic iz železniških pragov in granitnih kock je treba prehoditi in že smo na mestu, ki bi mu v hiši rekli srce doma. Tega prostora bi se razveselila marsikatera kuharica ali kuhar. Letna kuhinja, ki je nastala pod rokami domačega mojstra, je izjemno vabljiva tako za goste, kot tudi domače, ki tu pripravljajo ozimnico in najrazličnejše piknike in različne dogodke na prostem. Pomivalno korito je iz 500 kg težkega granitnega kamna in lastnik ga je kar pripeljal domov, ga postavil na opečnato podlago in začel brusiti s posebno brusilko, tako da je izdelal zelo plemenit kamen. Rustikalni pridih prostoru daje tudi omara z drobnimi ornamenti, ki jo krasijo, pa stara miza. Posebna v tem prostoru so tudi tla, ki so iz starih cementnih ploščic. Lastniki vrta so jih dobili pri prijateljih, ki so rušili staro hišo. Tudi vrtne poti so pomemben del urejenega okolja. Potke so ponekod iz velikih kosov peščenjaka, drugod iz sivih granitnih kock, mestoma pa iz črnega kamna. Stopnice so lesene, terasa ob hiši je iz brušenega granita. Korak je najbolj trden in stabilen na granitnih kockah in grobem peščenjaku. Na najbolj oddaljenem delu zemljišča na spodnji terasi se je še pred dobrim desetletjem raztezal travnik. Lastnika vrta pri Ljutomeru sta se odločila, da omenjeni predel uredita tako, da ga bo družina vsak dan z veseljem obiskovala. Zato sta tam zasnovala ledvičast ribnik, ki ga obdaja 4 tone skal. Smo pri ribniku, v katerem je 50 000 litrov vode, ogromno tudi skal in zdaj ravno v njem cvetijo čudoviti lokvanji. Tukaj zadaj na podestu so nekoč lastniki imeli kar marelo oziroma senčnik, ki ga je bilo treba odpirati in zapirati vsak dan, ker pa je to najbolj oddaljen del vrta in je vsakič, ko je pihal veter ali deževalo, bilo treba teči sem, so se odločili, da si olajšajo delo in so postavili lesen nadstrešek. Voda se v ribnik steka prek kamnite struge, ki je del skalnjaka.
Na njem je med številnimi drevninami posejan tudi miniaturni brin z imenom Neumann, ki zraste le milimeter na leto. Lastniki vrta so številne rabljene in odpadne materiale, ki so drugod odslužili svojemu namenu, vešče vkomponirali v okolico. Ograje, zidovi in romantični kotiček na koncu vrta so sezidani iz stare opeke, ki so jo po zidarskem delu premazali z zaščitnim oljem. Ker je opeka porozna, vanjo postopoma prodira vlaga, zato iz leta v leto dobiva starinski žametni nadih. 20 let je obdobje, v katerem se drevesa in grmovnice močno razrastejo. Še pred nekaj leti so tod uspevale rastline za sonce, zdaj pa goste krošnje ustvarjajo senco, zato domači postopoma na vrt zasajajo sencoljubne rastline. Lastnika vrta vsako leto poskrbita za kakšno spremembo v okolici hiše. Tako sta si poleg pergole in letne kuhinje nedavno umislila tudi visoko gredo na zelenjavnem vrtu. Zatrjujeta namreč, da si je treba delo z vrtninami in okrasnimi rastlinami čim bolj olajšati. Zato tudi na okrasnih gredah vse raje zasajata rastline, ki so manj zahtevne in trpežne. Hortenzije in anemone zagotovo spadajo mednje. Z raznolikim izborom rastlin in materialov ima vrt, ne glede na to, v katero od zelenih soban se odpravita, vzbuja ponos in veselje. To je bilo za danes vse. Za ljubitelje arhitekture in notranje opreme pa še več vsebin na spletni strani www.tvambienti.si in seveda na našem Facebook profilu TV Ambienti. Imejte se lepo, bodite pomladno cvetoči in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali, kako so lastniki z novim tlorisom blokovsko stanovanje prilagodili svojim potrebam in obnovljeno babičino hišo v tradicionalni slovenski vasi.